Lep pozdravček, z vami sem Mihelca, kreativna terapevtka. V tem začetnem uvodnem videu vam bom podelila odgovor na vprašanje. Namreč gospa me je vprašala, pa večkrat dobim takšna vprašanja: Mihelca, me lahko naučiš kanalizirati, tako super ti gre, a znaš ti mene to naučiti? In zdaj ti iskreno odgovarjam. Moj odgovor je: lahko te naučim, in moj odgovor je: žal ne morem te naučiti. Kaj mislim oziroma kaj čutim in zaznavam s tem, da lahko si super medij in kanaliziraš tudi ti, lahko pa da ne. Namreč v tem odgovoru se skriva sledeče. Tudi duhovno vodstvo vprašam, kaj so dejansko resnično odgovori tukaj, in vam podelim ta trenutek tudi svojo izkušnjo. Namreč, da sem jaz vstopila na to pot, je to notranje veselje in en tak poseben klic, ki te prižge od znotraj. In življenje nam nosi nasproti tisto, kar vibrira z nami, za kar smo pripravljeni. In jaz vam ta trenutek podelim, da sem jaz na to pot spoznavanja same sebe vstopila leta 2002, kjer sem dejansko hvaležna vsem izzivom, ki so prišli na tej poti. In tudi vam sporočam, da izzive, ki jih imamo, so pravzaprav dobri, ker nas pomikajo iz cone udobja v nekaj bolj neudobnega, in s tem mi rastemo in se razvijamo naprej. In ta moja pot se je začela tako, da sem imela, že večkrat sem tudi to povedala, ne? Če ste pogledali si videe, z močno bolečino kolena pa intermedialno astmo, že tam v študentskih letih. In meni na pot so prišle točno tiste stvari, ki jih sem potrebovala. In sem začela intenzivno delati sama seboj. Namreč, kaj je tista ovira, zakaj ne bi mogli kanalizirati in dobivati odgovorov zase? Te naše bariere, te naše blokade, ti naši okovi, naše omejitve, vsa prepričanja, vzorci in ves balast, ki smo ga prevzeli in v resnici ni naš in nismo mi. In ko se mi tega vse osvobodimo, to sčistimo, potem se zgodi nekaj krasnega, da dejansko čutimo, slišimo vse te odgovore skozi sebe, da prihajajo k nam. In eno je, da mi delujemo z tehniko, z nekim orodjem, s katerim si pomagamo. Vendar, da mi gremo uporabiti to orodje, mi smo v resnici že pripravljeni. Zato je moj odgovor: lahko te naučim, in ne, žal ne morem te naučiti. Ker ko smo mi pripravljeni za neko pot, nek korak, čutimo v sebi, imamo že dejansko te odgovore. In kaj se je meni zgodilo? Dejansko jaz sem dobivala potrditve za vsem tem, potem, kar sem naredila. Se pravi, v meni so bili že vsi ti odgovori in jaz sem vse te procese doživljala znotraj sebe in sem jih živela. In ko mi te procese v sebi živimo polno, ja, se to zgodi. Se to zgodi kot posledica tega, kaj pride iz nas.
In ali to vzamemo eno orodje ali drugo tehniko ali karkoli, pomembno je, da nas tisto notri pokliče in si naše bitje želi. V praktično trebušnem predelu mi čutimo, a si to res želimo, ali to prihaja iz uma in ja, jaz bi pa želel to tudi. Od kod pride pravzaprav ta odgovor? To je ključno. Se pravi, mi poslušamo sebe, od kod pride ta odgovor. A pride ta odgovor iz uma, ali pride ta odgovor iz našega telesa, iz našega srca, iz točke osebne moči in čutimo v sebi in dejansko rezonira z nami in je potem usklajeno z nami. In vsaka želja v resnici, ki si jo mi tako zelo želimo od znotraj, pomeni, da je v vibraciji nas. In vedno je vibracija tista, ki vse ustvari. Mi si lahko nekaj res želimo, vendar če nismo v tisti vibraciji, se ne bo udejanilo. Tako da z kanaliziranjem, s prevajanjem sporočil duhovnih vodnikov je tako. Pri vsakmu poteka drugače. Pri meni je dejansko ta razvoj šel od leta 2002, ker sem dejansko se spominjala vseh procesov, tehnik in spoznavanja same sebe in sprejemanja same sebe, vse te globine, in sem to dejansko zlila sama seboj, prelila iz svojo esenco. In tako da ta pot je pri meni takšno obdobje. Res pa je, da v teh časih, sedaj, ko živimo, gre vse hitreje. Torej, mi se potrebujemo hitreje prebuditi, hitreje dvigniti to vibracijo. Dejansko kar ta evolucija, naš razvoj, cel naš planet Zemlja od nas zahteva na nek način, da se mi premaknemo naprej v svojem zavedanju, v tej svoji moči, v tem, da damo sebe ven, da resnično živimo svojo resnico, zato ker je naša duša prišla doživljati sem. In tukaj, če je tvoja želja, da prevajaš sporočila duhovnih vodnikov, je v resnici to najbolj naravno, kar je lahko. Ker vsi smo prišli kot dušice in se utelesili na ta planet. In povsem naravno je tem vsem nam dušicam, da dobimo odgovore zase. Najbolj naravno. Torej, če tega ne znamo, se potrebujemo odučiti tisto, kar znamo. Se pravi, potrebujemo umakniti ves tist balast, ki je okrog nas, vse resnice, ki smo jih prevzemali, vse, kar nas omejuje, vse te ovire. In pravzaprav se potrebujemo s tem ukvarjati, da pridemo do svojega notranjega jedra, do sebe nazaj. In point vsega je, da pridemo do svojega jedra v resnici, do sebe, do te veličine v nas. In v resnici se ne potrebujemo stvari naučiti in še pridobiti znanje, temveč umakniti, da lahko postanemo bolj svobodni. Ker imamo vsega preveč in je vse preveč nakopičeno v nas. Tako da, to je čisto moj pogled in moje gledanje in tudi skozi pretok je to ena resnica, ki nas opolnomoča in mi res rabimo vstopiti v svojo polno moč, v opolnomočenost samega sebe in nehati iskati rešitve zunaj, temveč jih najti v sebi. Torej,
s prevajanjem sporočil duhovnih vodnikov je dejansko to, ko ti veš, to posebno stanje in potem delovanje in tudi to, da ti greš skozi proces in lahko ti prejmeš orodja, čisto iskreno, na procesih, katerih imam jaz sedaj te certifikate in licence, ampak sploh ne gre v resnici bistveno za to. Šlo je za to, da sem jaz kot neko potrditev, da jaz imam to vero vase, ker sem imela izziv verjeti in da je to resnično moje in da to rezonira z mano. In nekateri udeleženci nikakor niso prišli do tistega, čeprav je bilo podano vsem enako. Torej, sprejemamo lahko toliko, kolikor smo v zavedanju tega, da sprejmemo. In morda nekdo drug še sprejme več, kot sprejmem jaz. In nekdo sprejme manj, kot sprejmem jaz. Torej, v tem zavedanju, koliko lahko sploh sprejmemo. Torej, vesolje, življenje nam vedno daje, vendar se ustavi, ne moremo vsega sprejeti, vsega ne moremo prefiltrirati, če naše zavedanje ne zraste, ne pridemo do tega, kar bi lahko sprejeli. In to je zelo, zelo pomembno, da se tega zavedamo, da se ne samo obtožujemo, da ne krivimo, da nismo v kakršnikoli obsodbi, da nismo sposobni nečesa doseči, ker smo zdaj ravno tam, kjer potrebujemo biti. In doživljamo ravno tiste izkušnje, ki jih potrebuje naša duša doživljati. In smo ravno v tistih odnosih, ko jih moramo dejansko doživeti, da lahko potem se premaknemo naprej. Mi nikakor ne moremo doseči nečesa, če nismo vibracijsko usklajeni. In zakaj rečemo tako vibracijsko usklajeni? Ker vibracija je dejansko tista, ki ustvarja vse. In če mi nismo na tisti frekvenci, ne bomo prišli skupaj z tistim željenim. Če si mi zelo želimo kanalizirati, prevajati sporočila duhovnih vodnikov, mora tudi naše zavedanje biti na tem nivoju, da smo sposobni to energijo držati. In potem tukaj treniramo. Potem pa je dejansko trening in treniramo. Mi se lahko nekaj naučimo, saj vemo, in potem, če ne uporabljamo v praksi in ne utelesimo tega in ne živimo tega, ni rezultatov, ni globine. Vse, kar delujemo, potrebujemo živeti. In včasih potrebujemo zamenjati svoj stil življenja. In tudi, ko naša vibracija se spreminja tudi navzven, ker so naše zahteve povsem drugačne, kot so bile v preteklosti. In te zahteve se spreminjajo za našo rast. In tudi naša resnica se z našim razvojem, z našo rastjo spreminja. Torej, ni ista. Kljub vsemu, da rečemo, moja resnica. Ja, moja resnica v tem momentu zdaj, ko bom jaz nekaj doživela naprej, neka izkustva, izkušnje z neko drugo stvarjo, se mi bo ta resnica drugače razprla, kot jo vidim sedaj. Tako da tudi moja resnica se spreminja. Lahko smo v preteklosti, pred 20 leti,
verjeli, da nam sladkor, da nam neko živilo zelo paše in da nam kremna rezina, pecivo zelo ugaja. Čisto primer. Danes nam to sploh ni dobro. Meni osebno. Mi sploh ne paše. In so moje sladice danes, ki rezonirajo z mano, ki jih jaz čutim, ki jih obožujem, čisto drugačne. Čisto druge sestavine so noter v njih, ko jih bi kdo rekel, morda še danes to ne paše skupaj. Torej se tudi okus, se čutila spreminjajo, ko se naša resnica v nas spreminja. In prav tako je glede kanaliziranja. Tukaj ni omejitev in ta razvoj gre v neskončnost. In vsakokrat je ta zavest drugačna in dobivamo drugačna sporočila. In to je resnično razvoj in to je ta pot. Sedaj pa je naša izbira, ali mi to stopimo na to pot ali ne. Ali si mi to želimo kar tako malo probati, ali mi želimo to v svoj stil življenja vpeljati in živeti to. In bolj kot živimo to, kar rezonira z nami, kar uživamo, bolj tudi navzven ljudje prepoznajo to našo energijo, ta žar, ta si, to veselje v nas, da je usklajeno z nami. Zato je tako ključno, da počnemo resnično to, kar rezonira z nami, kar je tako special, wow, fajn, super. Tako da, tak odgovor bi jaz podala glede tega kanaliziranja in vsak naj pa sliši pri sebi. Torej, tehniko, orodje, proces, kako je postopek, lahko podelim, vendar, čisto primer, če damo otroku inštrument in začne igrati in se mu potem ne ljubi igrati in pride nekaj bolj zahtevnega in pride v življenju nekaj vmes in si ne vzame časa in mu je bolj pomembna neka videoigrca ali neka igra zunaj ali neka druga dejavnost in ne bo vzel inštrumenta v roke ali pa kdorkoli od nas, vemo, ne bo rezultata, torej ne bo tistega, kar bi človek pričakoval. In prav tako je v samem prevajanju sporočil duhovnih vodnikov. Če mi nismo na nek način zavezani temu, če nismo mi srcem pri stvari in to z užitkom počnemo, potem ne bo, nikakor ne more priti rezultat oziroma ta jasnost, ta sporočila, ki si jih morda želimo, da bi prišla tudi k nam in bi jih prenesli sami. Ali zase, ali za druge, kakorkoli. Tako da jaz rečem, to je pot, to je razvoj, ki nima konca, ki se ne konča, ki je resnično brez meja, brezmejen, ki nas preseneča znova in znova in ki se na poti našega zavedanja in razvoja poti samo še širijo. Dejansko pogledi se širijo in bolj kot mi v svoje življenje vnašamo neke novosti, neke situacije, ki nam niso poznani, ki jih še nismo morda nikoli živeli, bolj se ukvarjamo s tistim, kar je novega, kar je trenutno naš izziv in lažje spuščamo vse tisto, kar dejansko ne želimo v svojem življenju. Oziroma, česar bi se tako zelo radi morda znebili
in pospravili in umaknili svojega življenja in morda nas preteklost še vedno, ki je blokira, bremza. Najboljši način je dejansko, da samo zamenjamo, torej da nadomestimo z nečim, ki je novo, ki je drugačno, ki nimamo izkušenj, ki nam je dejansko lahko zelo velik izziv, ker tak in tak ne poznamo. Vendar, ko to damo v svoje življenje, tisto, kar ne poznamo, lažje umaknemo, ker tudi časa nimamo potem se ukvarjati s tistim, kar želimo umakniti. In je to najboljši način, ker če mi imamo premalo oziroma preveč ali časa, ali da smo preveč statični in se ukvarjamo samo s tistim, kar nam je že poznano, je dejstvo, da se ukvarjamo s tistim, ker smo časovno in energijsko vpeti v tisto preteklost. Ko pa mi gremo v neke novosti, v nekaj, kar nam je izziv, pa nimamo časa, tudi fokusa, ne posvečamo več tistemu, kar je bilo v preteklosti pomembno. Vsi si boste lepo pogledali posnetek, jaz vas lepo pozdravim in takole, ta trenutek zamešam kartice, kakšna bodo sporočila za danes, potem pa še eno prevajanje sporočil duhovnih vodnikov za tale čudoviti ponedeljek s soncem obsijan in se mi obračajo pravokotne karte danes. Kar obračajo se. Okay. Ponedeljek, 22. Za danes, ženska skrili, sprejmi se. Boginja zelena Tara se še kar noče posloviti od nas in mi ljudje smo včasih zelo časovno vezani, da nekaj mora hitro steči, da nimamo več časa čakati kot en teden ali pa da se mora res nek proces hitro zgoditi, vendar red božanski je precej drugačen, kot si ga mi predstavljamo. Sporoča nam pa še vedno, torej ne ponavljaj navad, ki te ne podpirajo. Svoboden si, da lahko zase izbereš navade in dnevne rituale, ki te bodo enostavno podprli. Niti treba ponavljati starih razvad, ki rušijo tvojo dobrobit in nižajo tvojo vibracijo. Prepoznaj, da se za vsako slabo navado skriva potreba tvoje duše, ki jo mora zadovoljiti. Obstaja več načinov, kako lahko zadovolji svoje potrebe. Postani kreativen in najdi nove možnosti zase. Veliko jih je. Preveč si dragocen, da bi svojo energijsko moč izgubljal z navadami, ki te ne podpirajo. Si maksimalno podprt, da v življenje vpelješ nove navade. Torej, potrebujemo se ukvarjati z novimi navadami in v naše življenje vnašati nove navade. Vnašati, kar še nismo imeli izkušnje. In življenje nam to omogoča in čim bolj pestro doživljanje imeti. Tako, sedaj se bom pa povezala z duhovnimi vodniki in kaj nam bodo lepega predali danes.
Draga dušica, čisto vse, kar se dogaja sedaj zate, je tvoja pot, ki si jo izbral svojo energijo. Tvoja vibracija je ustvarila to pot, katero sedaj hodiš, katero sedaj živiš. Če si zadovoljen ali nezadovoljen s to svojo potjo, vedi, da si jo ustvaril s tem, kakšno energijo si nosil v sebi. In če sedaj nisi zadovoljen s potjo, na kateri si, imaš možnost izbrati drugačno pot. Vendar, če si preveč skrivil, se preveč umaknil v drugo smer, katero si želiš priti, potrebuješ narediti nekaj poti, nekaj prehoditi, da boš prišel na tisto stezo, da boš prišel na tisto pot, na katero želiš pristopiti. Torej, smer že moreš zamenjati. In kaj je ta tvoja smer? Vibracija. Ti potrebuješ zamenjati vibracijo, v kateri sedaj si, s katero vibracijo sedaj hodiš. Torej, kako boš to naredil, da boš zamenjal vibracijo? Daj si v življenje stvari, ki se ti zdijo fajn, ki se ti zdijo zanimive, pa jih ne poznaš, vendar si jih vpelji v svoje življenje. Čim več si vpelji v svoje življenje tistega, kar ne poznaš, pa imaš v sebi občutek, ko pomisliš na tisto stvar, na tisto dejavnost, na tisto delovanje, da ti bo fajn. In potem pojdi v izkušnjo in pojdi se udejaniti, doživeti to izkušnjo. Čeprav jo ne poznaš, čeprav ne veš, kakšna zares je, kaj zares je. Ko te vidimo, da stojiš na poti in čutiš v sebi, da ne želiš po tisti poti. In potem se ustaviš in začneš čakati. In stojiš. In mine dan in mine teden. In mine mesec in mine leto. In mine 10 let in lahko mine pol tvojega življenja. A še boš vedno čakal. Prišel si do točke, da si na poti in si v tem vedenju, ti dejansko veš, da ta pot ni tvoja, ne počuti se na tej poti in sploh ne želiš več po tej poti iti naprej, ker te sploh ne zanima. Lahko da si v razvoju naredil takšno spremembo, da ta pot sploh ni usklajena. Ti enostavno ne želiš pešačiti po betonu, ampak želiš hoditi po mehki travi. Torej, kako se bo zdaj premaknil iz ene poti na drugo pot? Najprej izbereš, se odločiš in izbereš. In to, da se zavedaš, da nisi na poti, po kateri želiš, si že nekaj naredil. Potem pa boš naredil nek korak. Torej, veš, da nisi na tisti poti, po kateri sploh želiš iti, torej boš
šel v drugo smer, boš zamenjal smer, se boš fizično obrnil drugam. In nehaj gledati samo v eno smer. Ker če boš gledal samo v eno smer, so tam ene in iste priložnosti, ene in iste vibracije, eni in isti ljudje, ene in iste situacije. Torej, zamenjaj za Božjo voljo že svojo smer. In nehaj gledati samo v eno smer. In na en način. Ko boš ta korak naredil, da boš v svojem zavedanju se obrnil in pogledal še druge poti, ki obstajajo, in na podlagi tega, ko boš videl še druge poti, ki obstajajo, torej lahko hodiš po kamenju, lahko hodiš po zemlji, lahko hodiš po travi, lahko hodiš tudi po vodi. Kje ti paše hoditi? Ne želiš pa po betonu. Izbereš smer, torej ti v življenju izbereš smer. Isto v odnosih, če ti v teh odnosih ne čutiš, da je to vibracija, zamenjaš smer. In včasih se zgodi to, da se prav umakneš od vseh teh situacij in ljudi in zbereš čisto drugo smer, se pa zgodi to, da ko ti obrneš smer, drugi pridejo za teboj in grejo s teboj po tisti poti, ki jo ti izbereš. Sedaj poglej, kakšna moč je v tebi, da ti svojo skupnost premakneš v drugo smer, vendar potrebuješ ti najprej korak narediti, ti najprej na to pot stopiti. Ker če ti ne boš stopil na to pot in če boš ti čakal, boste vsi čakali v isti poti. In boste vsi na betonu, ki vam ne paše. Želite pa se premakniti na travnato, na drugo površino. Morda na kamnito površino, da lahko splezaš na goro. Tista pot, ki vodi ves čas po asfaltu ali ki vodi ves čas po betonu, te ne bo pripeljala na goro, če ti imaš v sebi željo, da želiš priti na vrh gore. In kdo bo zbral to pot? Ja, ti bo zbral to pot. Tako da nehaj čakati in svojem strahu delovati, da se ne moreš premakniti, ker dlje kot boš čakal, bolj te bo strah, bolj ti bo neudobno, bolj boš v krču, bolj ti bo vse nesmiselno. In bolj boš trpel in bolj boš nezadovoljen. In bolj, ko boš nezadovoljen, bolj se ti bo telo upiralo. Bolj se ti bo telo upiralo, bolj te bo zdravje blokiralo. Odnosi, finančni pretok, torej ves pretok bo šel adijo, ker boš stal tam, kjer noče stati. Zato je tako zelo ključno in pomembno, da se že premakneš in zamenjaš to smer in hodiš po poti, ki je tvoja pot, ki jo sedaj čutiš v sebi. In če sedaj čutiš v sebi travnato pot, stopi na to travnato pot. Morda pa je tvoja želja, da boš v prihodnosti splezal na goro, vendar še nisi tam. Zato ne prehitevaj, hodi nekaj časa po travnati poti. Ampak že to, da ti zamenjaš smer in se premakneš na drugo pot in po tisti hodiš in spoznavaš, kaj je tam, kakšne cvetlice so tam, kakšno življenje je tam,
in spoznavaš nove odnose in spoznavaš druge ljudi, druge situacije pridejo v tvoje življenje. Tisti, ki so pa sedaj s teboj v tvoji skupnosti, pa je povsem njihova izbira, ali gredo s teboj na to tvojo pot, ali pa ostanejo zadaj, ali ostanejo na tisti poti, kateri so bili, na kateri si tudi ti bil. In ti se ne osredotočaš zaradi nekoga drugega, da ne bo stopil na pot, da on ne bo sledil in imaš film v glavi, da on ne bo sledil in drugi ne bodo sledili in zato ti ne bo stopil na pot, ker ti si prišel na to pot, da izbereš za svoje življenje. Ti si prišel doživljati te različne poti in osvajati pot za potjo in ta razvoj. Torej, če te je sedaj strah, če si sedaj zakrčen, če sedaj stagniraš, če sedaj ti je neprijetno, pomeni, da nimaš kaj več delati na tej poti. In strah ti ne pomeni to, da ne boš stopil naprej na drugo pot in da je tam nekaj hudo narobe, če bi stopil na tisto travnato pot. Ne poznaš je. In ker je ne poznaš, ti je izziv. In skoči na to pot in stopi, kot razigran otrok skoči na travnato površino in hodi po njej. Čeprav ne veš, kaj vse te čaka, kakšno doživetje lahko doživiš na vseh teh poteh, katere so v tvoji prihodnosti. Torej, vse odnose, v katerih se sedaj počuti slabo, se ne počuti slabo zaradi tega, da bi ti ljudje bili nepravilni, da bi s temi ljudmi bilo nekaj narobe, da ti ljudje niso zate. Sploh ne gre v resnici za to. Gre za to, da ti se v nekih odnosih ne počutiš ugodno, ker se ti ne premakneš naprej na tisto pot, ki tebe kliče, ki si jo ti od znotraj v svojem srcu močno želiš, da jo doživljaš, da jo začneš živeti. In ker ti stagniraš in ker ne narediš takšnega premika, ker se ti lahko zdi preveč nepoznan in si kar ne upaš, se ti dogaja to, da se ne počutiš dobro na mestu, kjer si, v vseh teh odnosih, kjer si. In prav tako, torej, tvoje telo je kot neka reakcija, kot neka posledica na tisto, kar ti sebe v pretoku zapreš. Torej, tudi s tvojim telesom ni prav nič narobe, temveč ti sebe v pretoku zapreš in začneš mirovati, mirovanje pa ni življenje. Torej, stopicaš na mestu in te od betona tako zelo bolijo noge. In skozi tolčeš po betonu z nogami in ti je neprijetno. In si skozi na mestu in tolčeš z nogami po betonu. In potem te ne bolijo samo noge, ampak te začne boleti hrbtenica, pa te bolijo kolki, pa te bolijo ramena in te začne boleti še glava. Ker si skozi na tistem mestu in tolčeš po betonu z nogami in sploh nočeš tam biti. Tako da to ti dajemo jasno prispodobo, sliko iz vsakodnevnega življenja, da ti vidiš, da ti dojameš, kaj zares si s svojim življenjem počneš in kje si in kako deluješ. In kaj je tisti razlog,
če ti nisi v odnosih zadovoljen, če tebi denarni tok ne teče in če tvoje zdravje ni takšno, kot bi naj bilo. Tvoje telo ni tako zadovoljno, kot naj bi bilo. Drugega razloga ti tukaj ne moremo dati, ker to je tisti glavni ključ, da se premakneš in začneš živeti to svojo resnico iz trenutnega sedanjega sebe. Ker tudi tvoja resnica se bo spreminjala s potjo, ki jo boš hodil. Ko boš ti hodil po travnati površini, bo resnica drugačna. Ko boš ti stopil v gozdiček, bo spet tvoja resnica se spremenila. In ko bo stopil, morda boš nekaj časa hodil po lužicah in po vodi, bo tvoja resnica spet drugačna in se bo začelo kamenje in bo želel splezati na vrh gore in se bo tvoja resnica spet spreminjala, kajti se bo tvoje zavedanje tebe in življenja vsega spreminjalo. In tvoj pretok in tvoja odprtost se spreminja ves čas. In tudi tvoja resnica, če je tvoja resnica, ni to statična resnica, ni to ena in ista resnica in da se ne bi spreminjala. In ti bo začelo pasati povsem drugačno okolje in te bo zanimale vse druge stvari, kot so te zanimale do sedaj. Smisel vsega doživi in začuti in ga ozavesti in sliši ta sporočila znova in znova. In ko ti je težko, ko se premakneš na to pot in te je še bolj vznemirljivo, kajti ko se ti premakneš na drugo pot, tebe v resnici sploh ni strah, tebe to vznemirja. In ti večkrat pomešaš ta dva občutka, strah in vznemirjenje. V resnici pa strah te je, ko stojiš na mestu, ko si tam, kjer si prerastel, ko nočeš več biti, medtem ko ti prestopiš v novo realnost sebe, ko ti si na drugi poti, ko ti doživljaš drugačno pot, se ti pa dogaja vznemirjenje in to vznemirjenje vzkipi v tebi. Misliš, da te je strah, vendar te ni strah. Ti si notranje vznemirjen, ker ti je nepoznano, ker ti je nekaj tako zelo drugačno od tistega, kar si živel do sedaj. In bolj kot si vznemirjen, bolj imaš zagon, energijo, da delaš korake in se premikaš naprej. In poln vsemi čutili doživljaš ta izkustva, ki so na tej poti in polno doživljaš te ljudi in te situacije in te dogodke. In polno doživljaš skozi vse to samega sebe. In se integrira ta energija skozi tebe. In ti bolj polno začneš živeti. In imaš občutek, da se ti je kar čas raztegnil, da imaš več časa. Ko ti daš v življenje več novosti, za svežimi energijami, svežimi vibracijami, se ti zgodi to, da je videti, dejansko tako ti doživljaš, da imaš več časa. Da v določenem času veliko več narediš, zmoreš, drugačne rezultate doživiš, več interakcij z ljudmi izpostaviš, več odnosov se steče skozi tebe. Torej, skozi to, ko imaš ti več odnosov, ko imaš ti več te odprtosti, tega občutenja, da imaš veliko več časa, se ti pa dogaja to, da ti posledično finančni tok priteka in je to gladek tok in ti priteka in nekaj daješ od sebe in ti veliko več priteče, kot ti od sebe oddaš. In ti priteka
in ti en del odteče, veliko več ti priteče. Torej, posledično imaš ti več časa, se ti ta čas raztegne in posledično imaš ti veliko več prilivov kot odlivov. Vidiš to celo sliko, vidiš v tem zavedanju to moč, ki jo manifestiraš ti skozi sebe, ker si se premaknil na drugo pot. Ker hodiš iz vznemirjenja, z energijo vznemirjenja po poti, ki je tebi nova, ki je tebi vznemirjenje in greš naprej in naprej in se premikaš in se v tem razvoju premikaš in imaš več interakcij z ljudmi in več interakcij, več povezav, ko vzpostaviš, bolj kot ti mrežo prepleteš, ja, več se ti zlije skozi. Torej, logično, čisto, tudi če z razumom boš gledal, zdaj sidraj vso energijo vase, ker sporočila tako močno pritekajo, vendar tudi en tvoj razumski del potrebuje to slišati in videti, predvsem pa ozavesti to globoko resnico. Ko ti doživljaš novo pot, na drugačni frekvenci, kateri si sedaj deloval, ko ti nisi statičen, se ta mreža osebja, torej preplete in je veliko večja povezava, veliko večja mreža in večja kot je mreža, večji so prilivi in nekaj odlivov in prilivi in nekaj odlivov in več časa imaš. Pa bi lahko videl, da imaš manj časa, v resnici pa ne. Ker ti, ko si na stari poti, imaš časa ti zmanjka. Ker je frekvenca tako gosta, da enostavno se nič ne dogaja in ga je kar konec. In imaš konec dneva in imaš konec tedna. In srečaš dva človeka ali si v povezavi z zelo malo ljudmi. Poglej to razliko, te dve resničnosti. In to resničnost si ti čisto sam izbereš. Tako da prva tvoja naloga sedaj je, če si v poti, kot smo ti dali prispodobo, da tolčeš, stopicaš po tistem betonu in si ves čas na istem betonu in te vse začne boleti, ker ne želiš, ker ko te celo telo začne boleti in ko si ti v uporu, te začne še glava boleti. In če si to razjasnil pri sebi, potem si v zavedanju, da se prestopiš na novo pot. In na tisti poti začneš doživljati vznemirjenje in z tega vznemirjenja, polnega vznemirjenja greš v življenje in potuješ po svojem življenju v neznano, v neznano, v neznano. In bolj kot je nekaj scary, in bolj kot je nekaj neznano in čudno, dej si izkušnjo, dej doživi to situacijo, ker lahko imaš nekaj trnja, lahko imaš nekaj cvetov na poti, vse imaš in lahko to pot prehodiš, seveda jo lahko. Lahko tudi trnje prehodiš, lahko ga prestopiš, lahko tudi z čevlji stopiš na trn in ga pohodiš. Greš naprej, torej prideš do trnja, se ne ustaviš in začneš stopicati, ampak to vi v življenju, v situacijah počnete. Ko pridete do neke ovire, ko pridete do nečesa, kar se vam zdi, zdaj je pa to nemogoče, se vi ustavite in začnete stopicati tam. In samo tolčete na istem mestu, kot bi bili pred kupom trnja in niti ne razmišljate, kako bi zaobidli to trnje, kako bi ga preskočili, kako bi ga pohodili, poteptali, kakšno pot bi našli, na kakšen način bi sploh šli čez. Ne, vi se dejansko predate in samo tolčete po tistem mestu, kjer ste in ste v resnici nezadovoljni. In potem ste nezadovoljni v odnosih, nimate financ, nič vam ne gre, počnete, delate
delo, službo, karkoli, v čemer sploh niste zadovoljni in vztrajate in stojite pred tistim kupom trnja in ne greste naprej. Čudovito prispodobo ti dajemo za tvoje vedenje, za tvoje razumevanje, da ti začneš doživeti in videti celo situacijo vsega. Da si ti tisti, ki izbereš, kako boš deloval. Torej, zakaj pride do izzivov, kaj ti kažejo izzivi, kaj ti kažejo neke težave, ki jih tako radi imenujete, imam velike težave. Torej, te vaše težave so to, da se ti ustaviš in začneš tolčti na istem mestu in se ne premakneš. In če pridejo pa težave kot jih ti vidiš, na poti, po kateri se pa ti razvijaš in hodiš naprej čez travnato površino, preskočiš trnje, pa greš naprej. Pa kaj potem, če je tam težava? Če si ti mnogo večji od vsake težave. Nobena težava, noben izziv ni tako velik, kot si ti. In ti imaš moč vsako skalo prelaziti. Če seveda se to odločiš in izbereš in imaš to moč in vse. Čisto vse imaš v sebi, da lahko narediš. In potem začneš iskati izgovore in razloge odzunaj sebe, zakaj sploh nečesa ne moreš. Da ne moreš čez tisti kamen priti, ker je prevelik, da ne moreš priti, ker je bila nevihta in je nevihta sprožila kamen in ne moreš čez in bla 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 bla. Ti imaš 1000 izgovorov, zakaj nečesa ne moreš. In se začneš zgovarjati, ko pride neka ovira. In potem imaš v sebi občutek, da so te ovire vse večje, vse bolj naporne, da je vse več preprek, ker si ti za samo vibracijo ustvariš tako prepreko. Ker da se ti tako prepreke pojavljajo v tvoje življenje, ti ustvarjaš z svojo vibracijo, s tem, kar ti vibriraš. In potem se ti zgodi, da že najmanjša smet te začne motiti. In najmanjši delček, najmanjša možna ovira, že palčka na poti, ker ni prav obrnjena, ni okej in te že moti in nisi zadovoljen in zdaj ne boš šel naprej in te začne ustavljati in ti začne ego, še tvoj ego zraven reagirati, da ti pa to ne boš, ker zdaj pa ni smiselno ali pa so oblaki na nebu, da tak nima smisla. Ozavesti to gledanje celotnega tvojega življenja, celotne tvoje situacije in jih poveži tako odnose, svoje telo in vso tvoje finančno življenje. Moja zavest, jaz sama sem tukaj. In ti s to jasnostjo sem prinesel to energijo. In sedaj vso to energijo in ta sporočila utelesi vase. Utelesi vase. In sedaj te povabim, da se premakneš nekam naprej. Kamorkoli se boš premaknil, karkoli boš izbral, samo premakni se naprej.
Položi svoje 3 prste na svoje čelo, drugo roko na svoje srce. In sedaj premik v pot v drugačno realnost tebe. Povleci to energijo iz sebe navzgor, da izstopiš in samo vleči to barvito, močno nit navzgor in jo potegni. In daj prostor, da gre, da se naredi prostor v tvojo novo realnost. Hvala lepa vam. Ta sporočila sem jaz doživela zelo močno in zelo globoko. Zato vas resnično povabim, pojdite jih slišati znova in znova in znova, ker so tako globoka in tako jasna, da ti bodo premakala, pomagala narediti korak, narediti to pot, ki si jo ti v sebi tako močno želiš živeti, udejanjiti, pa imaš občutek, da te zadržuje strah, da te zadržujejo občutki, da ne zmoreš zaradi česarkoli. Pojdi in udejani. In se premakni. Hvala lepa vam. Jaz sem ta sporočila resnično zelo globoko doživela sedaj. Želim ti en čudovit dan naprej. Če čutiš, da te pokliče, da zate to jasnost prenesem, imaš zraven tukaj link, kako vstopiš v stik z menoj in se poveževa. Vse pa lepo pozdravim in vam želim čudovit dan. Hvala. Adijo.